Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Današnja tema: Rusija na Indijskem oceanu. To zveni že zelo čudno samo po sebi. Če razmislimo, kje je Rusija in kje je Indija, vmes je ogromno veliko prostora vmes. In vedno je bilo so bile sanje Rusije, da bi imeli dostop do oceana. Relativno gledano pa je Rusija daleč tam na severu in kje je šele Indija. In da bi to malo boljše razumeli, si bomo pogledali malce rusko zgodovino. In sicer so si vedno prizadevali, že tako Rusija ali kasneje Sovjetska unija in sedaj spet Rusija, da bi dobili dostop do oceanov, ki peljejo v svet in niso zamrznjeni. Tu sicer imajo morja sveta, Severno ledeno morje. Ampak, kakor že ime pove, je večinoma leta to zamrznjeno. In zato so potrebno enormno drage ladje, ledolomilke, da bi tukaj odprle pot. In komaj je pot odprta, že za njim, za ledolomilko, že v morje zamrznjeno, ker so temperature tako hladne. Edino pristanišče, ki je celo leto brez ledu v Rusiji, je nažalost tukaj na napačni strani, tukaj v Vladivostoku. In kje je Vladivostok in kje je šele Moskva? Tu med njima je nekje 13,000 kilometrov. Transsibirski vlak pa, to je tukaj lepo v črnem prikazano, to sicer to povezuje, ampak ne moremo večino dobrin, ki jih želimo z ladjami transportirati po 13,000 kilometrov stran po železnici. Tule na zahodu, vzhodno morje, lahko zmrzne ta predel. In hkrati še, tu je potrebno priti ven. Tukaj je Danska, Švedska in praktično jih je potrebno vedno vprašati, če lahko gredo tukaj mimo. Torej, ožina. In isti problem ima do Rusi tukaj. To bomo videli bolje na tej karti. Ko izhajajo iz Črnega morja, to morje tudi čez zimski del ne zmrzne, ampak tukaj ponovno izstopajo pri Turčiji, pri Istanbulu, pri Dardanelih in Turki seveda vsakič kasirajo, če Rusi pridejo k njim s svojimi željami. In nekoč, ko so zavzeli Afganistan, torej ko so Rusi napadli Afganistan za nekaj let, preden je kasneje Amerika menila, da to spada k njim, potem so Rusi prišli že do tukajle. Se vidite tukaj Afganistan? Doseže tukaj do tu dol. Torej ni več tako daleč preko Irana in Pakistana. Skoraj so bili že na cilju. Namreč, da bi prišli do Indijskega oceana, do Arabskega morja. Ampak, zakaj potem naš naslov? Rusija na Indijskem oceanu. Torej to, kar večina medijev ni niti omenila, je prišlo 18. februarja leta 25, to leto, do dogovora med Rusijo in Indijo. Takrat so to pripravili. Sedaj pa v decembru, ko je Putin bil pri Budriju v Indiji na državnem obisku, in tam seveda tudi niso veliko o tem obisku govorili. V naših medijih v bistvu je tišina glede tega, zato ker je to tako pomembna in vroča stvar. In to kaže tudi na širjenje ruske moči, kaj to pomeni. In kaj se je zgodilo? Do sedaj je tudi indijski parlament, torej vodilna peščica, se s tem strinja. To, kar so prej 18. februarja šele pripravili in hkrati tudi na Moskvi je vlada, parlament, se tudi strinjal s tem dogovorom. In zato je sedaj Putin šel v začetku decembra v Indijo. Ta dogovor je sedaj v bistvu fiksiran. O čemu zdaj govorim? Govorim o Relosu. Ste že slišali?
RELOS. V angleščini to pomeni Reciprocal Exchange of Logistics Support. Kaj se torej skriva za tem? Za RELOS-om. Če bi to prevedel v slovenščino, izmenjujoča zamenjava logistične podpore. Kaj pa zdaj to pomeni? Indija in Rusija sta se nekaj dogovorili. In to, kar so se tukaj dogovorili, ima gromozanske geostrateške učinke. Ker Indija in Rusija, torej ta obojestranska izmenjava, ko Indija in Rusija dobita obojestranski dostop do česa? Do vojaških oporišč, vojaške infrastrukture drugega. Prosim, kako? Indija je velesila v svetu. Indijci imajo vojaška pristanišča, ki so na zahodni obali. 5 takih oporišč imajo tam. To so ogromna pristanišča za bojne ladje. In hkrati isto tudi na vzhodni obali. Vse posod imajo na razmakih svoje vojaška oporišča. In kaj zdaj to pomeni, izmenjajoči dostop do teh oporišč? To pomeni, da ruske ladje lahko s temi pristanišči tukaj pristanejo, recimo pri Mumbaju. Ali tukaj bivša Goa, to, kar so nekoč imeli Portugalci. In vse do tukaj dol. Na drugi strani je ista zgodba. Na tem področju. Tule in tule. In tule. Te dostopi, torej to pomeni, da sedaj lahko ruske vojne ladje imajo parkirišča, imajo domača pristanišča, tako rekoč. Tako kot ima Združene države Amerike, imajo povsod pristanišča. V drugih državah, izven Amerike. In sedaj Rusija dobi dostop do vseh vojaških pristanišč v celotni Indiji. In to jih je cela vrsta. Torej, če bi jih prešteli, 2, 4, 6, 8, 10 pristanišč vojaških. In še posebej zanimivo je to, tukaj obstajajo tudi otoki, tako rekoče atole, počitniški otoki. In tukaj na Lakadivih, torej Maledivi so tukaj poznani kot otoški paradiz, in s severa od tukaj so Latedivi, tam so začeli leta 2024 graditi vojaško pristanišče. In tako imajo nadzor nad Arabskim morjem, nad Indijskim oceanom in nad vsem vzhodnim delom Afrike do Somalije. Tukaj gre tudi internacionalna pot nafte iz Perzijskega zaliva ven. In če bodo sedaj tukaj lahko parkirane ruske bojne ladje, to nekaj pomeni. Te možnosti Rusija še nikoli ni imela. Ja, lahko se zapeljejo ven v svetovna morja z atomskimi pogoni, podmornicami in podobno. Ampak enkrat to zmanjka, ne? Energija in potem je treba ponovno domov. Sedaj pa imajo vojaška pristanišča, vojaške ladjedelnice. Lahko gredo nazaj na ozemlje, dobijo frišno hrano, lahko natankajo gorivo, novo energijo dobijo. In isto velja tudi za vojaška letališča. Wow. To v bistvu pomeni, da je sedaj Indija postala ogromna letalonosilka za ruska letala. Nekje 3 tedne. V začetku decembra 2025 so to sprejeli. V bistvu je celotna Indija ena velika letalonosilka. Vse te vojaška oporišča, ki so po celi njeni državi, jih lahko sedaj Rusi uporabljajo. Teh je 2, 4, 6, 8, 10,
12 letališč, vojaških, 10 vojaških pristanišč in 12 vojaških letališč. To pomeni, da Rusija sedaj lahko s svojimi letali pride, tam parkira, imajo svoje garaže, letala lahko na novo tankajo in od tam naprej letijo v različne misije. Eno oporišče pa je še posebej zanimivo tukajle. To je ta otoška skupina Andamanov in Nikobari. In te skupine otokov, to je na meji tukaj na jugovzhodno Azijo in Indonezijo, in tukajle imajo oboje. Vojaško pristanišče za ladje in vojaško letališče za letala. Kombinacija. Od tukaj torej lahko doseže ves ta vzhodni del Azije. In tukaj naprej vidite še to cesto Malake med Indonezijo in Malezijo, kjer se tukajle zelo zoža, kjer gre celotni transport ladij iz Kitajske, Japonske, pride na Evropo. Torej, to lahko nadzirajo od tukajle. Tu mimo morajo vse te kontejnerske ladje. Tu skozi morajo iti. Ponavadi gredo tukaj skozi, zelo blizu teh Andamanov in Nikobarov, teh otočij. In hkrati postane to vse dosegljivo za Ruse. Za Indijce pa ruska oporišča, pristanišča in letališča. To pomeni, da če Indijcem po volji, lahko uporabijo ruska letališča na severu. Priletijo ali priplujejo, če imajo svoje ledolomilce ali pa jim Rusi to posodijo, ker jih imajo dovolj. In potem lahko raziskujejo Arktiko, recimo. Zanimivo, ne? Indijci iz vročine lahko sedaj raziskujejo severni pol. Šnofajo malo okoli. Tudi nekaj novega. Tisti, ki največ odnese iz tega dogovora, seveda so to Rusi. Čeprav je to obojestransko. Ampak za Ruse toliko več. Prej so bili samo na severu, sedaj pa imajo dostop do svetovnih morij. To jača torej rusko-indijsko vojaško prijateljstvo, partnerstvo. To poveča seveda tudi ruski vpliv na geografsko strategijo na tem planetu. Ogromno povečanje zmožnosti vojaških operacij za ladje in za letala, ker jim Indija služi kot velika letalonosilka. In s tem tudi velika protivtež proti Združenim državam Amerike. Tudi NATO. Tudi proti tej vojaški zavezi, ki se imenuje Quad, to je zaveza Združenih držav Amerike, Japonske, Avstralije in sem spada tudi Indija. To je hkrati tudi jasen signal za Kitajsko, ker sedaj so Rusi v Indiji. Sedaj so pa tudi te trije, Rusi, Kitajci in Indija, je treba novo definirati, seveda, ker Kitajci so sicer največji in najmočnejši, ampak sedaj, če se tukaj Indijci in Rusi združijo, potem za Kitajce to nekako postane izziv. To seveda spremeni to obmorsko ravnovesje. To ravnovesje tukaj na morjih, ta Indijski ocean, tudi tukaj v Bengalskem zalivu, izjemno to spremeni to ravnovesje. Predstavljajte si to. To bi bilo tako, kot da bi Rusija prevzela Indijo. Tako je včasih bilo z Britanci. Celotno Indijo, s Pakistanom, Bangladešom in Burmo. In vse to je bilo britanska kolonija. In tako je potem Mahatma Gandhi vodil tisto tiho vojno za neodvisnost, kjer so se na tisoče Indijcev preprosto postavili na železniške tračnice. Tako tudi vlaki niso mogli voziti, da bi pripeljali surovine do pristanišč, kot recimo bombaž, in da bi to prišlo v Anglijo. To je bilo leta 1948. Takrat so tudi Britanci spoznali, da tega ne morejo obdržati. In sedaj tukaj sedijo Rusi.
Medtem ko je bivši predsednik državnega zbora v Angliji, tisti bivši, kdo je že bil? Je bil Indijec v Veliki Britaniji. Predhodnik Kistama. Predstavljajte si, bivša država, kolonija, ostam pride nekdo v Veliko Britanijo in postane potem šef te države. To je bila res zaušnica za Angleže, ki so nekoč bili svetovni imperij. Nekoč so imeli četrtino zemeljske površine sveta. To je bilo v času začetka Prve svetovne vojne. Sedaj pa tukaj sedijo Rusi na teh vojaških oporiščih. To je to, kar je zanimivo. Iz teh vojaških oporišč se lahko seveda tudi izvaja operacije. To je ta veliki kladu, kar se tiče geostrategije in geostrateške politike. Zakaj pa pri nas tako malo o tem pišejo v medijih? Ja, ker ni pomembno. Zato, ker to daje moč Rusiji. Na koncu pa rečejo, ja, vi imate radi Putina, vi ste na njegovi strani. Ampak to je političen faktum. To gre za velik premik moči, kar se tiče vojaške moči. In tudi, ko se je začela vojna v Ukrajini in so iz Evrope prekinili dotok plina in nafte strani Rusije, nafto in plin pa so samo preusmerili, ker je priteklo v Evropo, zdaj teče v Indijo in na Kitajsko. Tako so s temi sankcijami nedirektno to tesno povezavo na tem azijskem kontinentu z sankcijami, so to močno ojačali te vezi. In tako smo se kompletno ustrelili v nogo. Če bi sedaj bila kjerkoli v Aziji kakršnakoli politična kriza, potem to seveda izboljša tudi reakcijsko sposobnost in hitrost tudi Rusov, kjer lahko ukrepajo. Močno sedaj. Ker preden so nekoč Rusi prišli s svojimi ladjami, je trajalo tedne. Zdaj pa so tam, prisotni. Zdaj bojo to izgradili. In sedaj se bo to začelo. Trenutno še niso povsod prisotni. To se je začelo šele začetku tega decembra. Sedaj pa se bo to izgradilo. Ta obojestranska izmenjava to omogoča. Do vseh letališč in pristanišč v Indiji. In hkrati tudi obratno za Indijce v Rusiji. To ima seveda tudi vpliv na vso orožarsko industrijo, proizvodnjo in izmenjava tehničnih stvari. Kot naprimer, če ima sedaj neka ruska ladja probleme tukaj na vzhodu Indije, tu to področje je ogromno ladjedelnic. In tukaj seveda lahko sedaj ruske ladje brez te dolge poti nazaj domov opravijo svoje popravila. Kaj vse to pomeni, se nam še niti sanja ne. To vse je še čisto sveže. Novo. To sedaj teče paralelno s tem, kar se dogaja v Ukrajini. Ker v Ukrajini se tudi reči prevagajo na stran Rusije. To pomeni, da so Rusi tisti, ki napredujejo. Sedaj pa prihajamo k drugi vroči temi, kako naj bi Rusijo spravili na kolena. Pa čeprav Rusi v bistvu napredujejo. Torej, sedaj so pa Rusi velik korak naprej naredili. To je tako, kot da bi Rusi prevzeli Indijo. Sedaj imajo dostop. Vsa ta morja, vse dosežejo. Tukaj pa imamo sedaj, to je na tej karti zelo lepo vidno, tu vidimo Ukrajino, Krim in tukaj ta Donbass, ravno to področje je sedaj bilo zavzeto. Kaj tukaj pade v oči? Tukaj pridejo v oči vse te rdeči krogi. To so te velika mesta, ki veliko proizvajajo. Donbass ni kar eno področje. V prejšnji Sovjetski uniji in sedaj v Ukrajini je bilo centralno industrijsko mesto, kar se tiče oglja, železa, vse, kar potrebuješ za industrializacijo, kar se tiče železa.
Vse je tukaj, v centru. Ni čudno, da si je Putin želel ravno ta košček. Hkrati pa je tukaj se topi meja med Ukrajino in Kazahstanom. Tukaj je meja s Kazahstanom. Tukaj je Rusija. Tu gre za neke vrste ožino. Sicer druge države niso tako široke, ampak za ruske razmere je to zelo ozko. In tukaj je na kupu mnogo pomembnih industrijskih mest. Ta celoten Donbas in hkrati tudi polotok Krim. In to je sedaj jasno v ruskih rokah. Seveda v Ukrajini lahko rečejo, ja, saj to je samo petina naše države. Ampak zelo pomembna petina, ker strani proizvodnje je to vsaj tretjina. Rusija torej tukaj napreduje, Indija napreduje, tukaj popolnoma v miru, kooperirata, izmenjajoč dostop. In tukaj seveda lahko tudi indijska letala iz Sankt Petersburga letijo v Evropo. Tudi zveni čudno, kaj ne? Saj je Rusija, kar se tiče površine, tudi največja država na svetu. To pa pomeni, da ima Indija kar naenkrat dostop, če recimo tukaj v pristanišču Vladivostok, potem dosežejo Japonce. Tukaj je Koreja. Kar naenkrat Indija stoji pred nosom Kitajcev. Do sedaj smo govorili samo o Rusih, ki se širijo. Ampak Indija tudi. Saj gre za izmenjajoč dostop. Sedaj pa nazaj v Ukrajino. In Rusi so tukaj napredovali. Združene države pa so se umaknile. Kaj bomo sedaj? In če se Združene države umaknejo, in sicer so na polno zraven, in pravijo, da nobenega orožja ne bodo več podarili, in to, kar smo do sedaj storili, to so milijarde, ki smo jih tjanot učrpali v Ukrajino, to je bilo nekoč. Zdaj pa bodo samo še deals, dogovori. Brez problema lahko kupite ameriške rakete za cash. Potem bomo dostavili, kolikor jih pač želite. Seveda, če primerno plačate. Sicer pa ne bo nič. Tu je sedaj razlika. Prej so samo dostavili, zdaj pa dostavijo samo za evrote. Potem to lahko dobite. Ta denar pa moraš prvo imeti. In sedaj se je porajala ideja, zaradi vseh teh sankcij, so nekaj storili, ker predtem so bila pravila gospodarskih odnosov med Evropo in Rusijo, ker so neprestano menjali plin in nafto. In to v velikih količinah. Rusija je bila glavna pri tej prodaji. Takrat so plačevali in Rusi so mnoge milijarde pustili na evropskih bankah. Ker so s tem hoteli kupiti druge stvari v Evropi in zato ni bilo potrebno to neprestano transferirati, če že tam. So svoje zneske pustili na teh bankah. In to, kar se je nabralo tukaj v Evropi, na evropskih bankah, je nekje približno 209 milijard evrov. Večina teh sredstev pa je v Belgiji, približno 180 milijard, pri firmi Euroclear. Torej, sedaj pa, ko je prišlo do tega sklepa, da Rusi nimajo več dostopa do teh sredstev, to sicer je njihovo, teh 209 milijard, ampak tega ne boste dobili. Ta sredstva so zamrznjena, ne morete jih dobiti. Zaprto za vas, ker Evropa pravi, da tega ne boste dobili, ker ste hudobni in ste napadli Ukrajino. In ker ste tako hudobni, ne boste dobili tega denarja. To je bilo prvič tako. Zdaj pa je prišel problem, da če se kaj takega odločiš, moraš po pol leta, ker dlje EU takih stvari ne more skleniti, moraš po pol leta ponovno skleniti glede podaljšanja. In to bi moralo biti sklenjeno enoglasno. Tako se sedaj javita Madžarska in Slovaška
In rečejo, ne z nami. Ja, ampak potem Rusi dobijo dostop do svojega denarja, kar bi sicer bilo normalno. Ampak to želijo preprečiti. In zdaj so nekaj storili in to je zelo zanimivo. In to je res ideja. Res moraš imeti take ideje. Sedaj so v EU odkrili artikel 122. In ta izjavlja po evropski zakonodaji. Pri resnih gospodarskih problemih v Evropski uniji, torej pri težkih gospodarskih problemih, lahko kvalificirano večino, torej ne enoglasno, ampak z večino, pri težkih gospodarskih težavah v Evropski uniji lahko z veliko večino sprejmejo primerne ukrepe. To je tak tipičen stavek, ker ta gumijast mehanizem resnično lahko ukrivimo po svoji volji. Pri resnih gospodarskih težavah. Te zapisi so očitno tam zato in to so sedaj, ko so izkopali ta artikel in ker so rekli, da se na to sklicujejo, potrdili. Imamo v EU resne gospodarske težave. In ker imamo te težave, lahko z kvalificirano večino, torej ne enoglasno, torej ne da vseh 27 držav potrdi, in zato lahko s kvalificirano večino sprejmemo primerne ukrepe. Torej, kaj je pol primeren ukrep? Odstavek je zapisan kot guma. Meni se zdi to primerno, drug pa prav ne, to ni primerno. Torej, kaj je torej merilo? Kdo meri? Tako. Kako pa sedaj zgleda ta primeren ukrep? Vzeli bomo ruski denar in ga podarili Ukrajini. Kraja. Razlastninjenje. To se je včasih zgodilo samo v kakšnem primeru vojne. V primeru, ko nekoga premagaš in sprazniš njegove trezorje. Recimo zlate palice, kot so to Nemci počeli. Prišli so na Dunaj in zlate palice so odšle. Čehi so v Pragi doživeli isto, Nemci so prišli in zlate palice so šle. Nato so prišli še na Poljsko, ampak Poljaki so že po 5. dnevu vojne razumeli, da se bo to slabo izšlo in so zlato že predtem peljali stran. Sicer bi zlatom bilo isto kot z Dunajom in s Prago. Torej v vojni, v takšnih razmerah, so se take stvari dogajale. Če si bil z nekom v konfliktu in se nekoga premagal, si dobil njegove reči, si imel nadvlado nad njim. Rusov pa niso premagali. Ravno obratno. In kljub temu želijo okrasti Rusijo. To so ravno hoteli, ta četrtek. 18. decembra 25. leta. En teden prej, v petek, so se odločili s tem artiklom 122 proti glasovom Madžarske in Slovaške, da lahko s kvalificirano večino, brez časovne omejitve, tako rekoč trajno, to zamrznemo ta sredstva. Ne potrebujemo več vsakih 6 mesecev glasovati za to. In sploh ne več enoglasno, ker v hudih gospodarskih krizah lahko sprejmemo primerne ukrepe. Tako piše v tem artiklu. Neke vrste krizni mehanizem se je vklopil. Za krizo. To je v bistvu predstopnja pred vojaško ekonomijo. Takrat vse lahko delajo. In seveda si Rusi tega ne bi preprosto dovolili, da kar vzamejo njihov denar. Ker isto je tudi z mnogo evropskimi podjetji v Rusiji, ki imajo tam svoje finance. In Rusi bi lahko tako rekli, a res, ja, tako kot ti meni, bom pa jaz tebi. Torej bomo mi vzeli vaš denar in bomo uporabili tako, kot mi to želimo. Morda proti Ukrajini, če oni že za Ukrajino to noce.
Torej, kaj se iz tega lahko scimi? Kršitev zaupanja. Če v internacionalnem poslovanju ne moreš več zaupati v to, da bodo tvoje dobrine ukradene. In tvojega premoženja, denarja ne pustijo pri miru, ker je to tvoj denar. In če ne moreš več zaupati v to, potem je konec z internacionalnim trgovanjem in gospodarskimi odnosi. Kdo bo potem sploh še trgoval? Saj ne boš mogel več zaupati, kaj bi se zgodilo s tvojim denarjem, niti s premoženjem. Če recimo vzamejo tvoj denar za to, da bi kupili rakete, ki jih potem streljajo nate. To je nora. In kaj so torej sedaj v petek, 18. V bistvu je to bilo že četrtek, 18. kad se je začelo in do petka, 19. decembra so ta pogajanja trajala. Kaj se je iz tega izcimilo? Kaj so se odločili? Na koncu se v bistvu spet niso mogli biti enotni, da bi vzeli teh 290 milijard, vzeli Rusom, ki so sedaj zmrznjena v Evropski uniji, vzeli so pa kredit, skupaj kot Evropska unija. Vsi skupaj so vzeli kredit. Kredit z 90 milijardami na 2 leti. In teh 90 milijard, tole 45 milijard za leto 26 in 45 milijard za naslednje, tako da lahko Ukrajino vzdržujejo v vojni proti Rusiji, da jo finančno držijo nad vodo. Ja, kredit lahko vsak vzame, ne? Dolgove. Ampak odplačati dolgove, kako pa to? Tako zdaj argumentirajo. Ja, to bodo Rusi kasneje odplačali, teh 90 milijard, ki smo jih sedaj najeli. Namreč niso Rusov vprašali, če se Rusi s tem strinjajo. Seveda se ne strinjajo s tem. Seveda tega ne bodo storili Rusi. In potem rečejo, ja, ampak to bojo mogli plačati, ker so v Ukrajini mnogo stvari uničili. Ja, ampak Rusi so zmagovalci in zmagovalec določa, kaj se dogaja. Tudi to ne bo delovalo. Rusi ne bodo niti dovolili, da se za to uporabi njihov denar, niti ne bodo denar, ki ga imajo v Rusiji in s tem futrali v Ukrajino. Tega ne bodo storili. Kdo bo potem to plačal? Ja, Evropska unija. In kdo so to? Države? Ne, to so ljudje, državljani. Ti in jaz. Vsak davkoplačevalec. In prvi intervju, ki ga je avstrijski bundeskancler potem podal, popolnoma olajšan ob 3 zjutraj, je povedal, kaj mu je bilo najbolj všeč, najlepše, da ta pogajanja niso trajala 2 dni, ampak samo 1. Ker potem imamo več prostega časa. To je bila prva lepa reč, ki jo je omenil. In druga stvar, ko so ga vprašali, in kako bo zdaj to izgledalo, so ga vprašali. Saj je treba odplačevati obresti in tudi glavnico je potrebno odplačati. Ja, to bo že storili Rusi. Ja, ampak kaj pa, če ne bodo Rusi? Na to je rekel, da ni nobenega neposrednega bremena za avstrijske davkoplačevalce. To je pa zelo pomembna formulacija. Torej ni neposredna obremenitev za davkoplačevalca, samo posredna. In kakšna je razlika med neposredno in posredno obremenitvijo? Če si pogledamo v leksikonu, kakšna je razlika med tema dvema? Torej ta neposredna, tukaj moraš ti direktno sam plačati davke in odplačati. Torej, če imate podjetje, moraš iti na finančno upravo in toliko odstotkov od svojega prometa plačati svoji državi. In za socialno varstvo in zdravstveno in vse to. In tako naprej. Vse te izdatke. Torej, ti moraš to plačati. Uradnik pa, njemu to avtomatično odtrgajo, ker je on zaposlen strani države. Torej država isto to odvzame, on torej ne plača neposredno, ampak posredno. Končni rezultat pa je isti. Vsak plača davek. Vprašanje je samo,
kdo ga uplača na finančni upravi. DDV je v bistvu posredni davek. Pri vsakem nakupu, recimo, v Avstriji 20%, na vse proizvode, tega denarja ne pošiljamo na finančno upravo. To supermarket stori tam, kjer si nakupil. Ampak 20% ali 10%, odvisno za proizvod, gre direktno finančni upravi. To supermarket stori za tebe. Torej zate to ni neposredni davek, ampak posredni davek. Kakšna je torej razlika med posrednim in neposrednim davkom? Ni razlika, ker ti v vsakem primeru plačaš. Vprašanje je samo, kdo to dostavi. Ampak ti to plačaš. To je od tvojega prihodka. A je to posredno ali neposredno? Ti si tisti, ki to dostavi. Količino denarja na finančno upravo. In ves ta denar, 90 milijard, sedaj niso neposredna obremenitev za avstrijskega, slovenskega davkoplačevalca. To pomeni, da bo plačala EU za tebe. Države članice v bistvu bodo to plačale. In to bo odplačevalo bankam. Kredit. Tu gre za kredit, za dolgove, ki jih je na to potrebno plačati nazaj. Že samo obresti nas bodo požrle. In zdaj še ta situacija, da v vsaki državi v Evropski uniji imamo gospodarsko grozno krizo. Zato so tudi se sklicevali na artikel 122. V hudih gospodarskih težavah. Če bi imeli blagostanje, od vse sreče, kako nam gre dobro, ampak tukaj se ne gre, ampak v hudih gospodarskih težavah, ki smo jih tudi sami zakuhali. Zdaj pa pravimo, da so Rusi krivi. Ampak zakaj? Zato, ker smo se sami odrezali od njihove energije. In sedaj imamo te težave. Zdaj pa je tukaj taka zadeva, da v vseh teh evropskih državah imamo hude gospodarske težave. In povsod je v glavah samo še, kako lahko šparamo. In seveda, špara se pri socialnih zadevah. Penzije niso povečane primerno, glede na inflacijo, plače niso povečane in podobno. Vse posod govorijo o tem, da moramo šparati. Gospodarske težave imamo. Nimamo. Ni denarja. Ampak zato pa imamo denar. Da dajemo injekcijo Ukrajini. Taka zgodba pa je državljanju kar težko zaprodati. Da mu rečejo, ja, ti, ki si naš državljan in jaz sem tvoj predstavnik, ti mi nisi tako pomemben, tako kot Ukrajina. Važno je, da oni imajo svoj denar. Pa čeprav ti nimaš več toliko. Važno, da ima Ukrajina. Ampak izvolili so te tvoji državljani, kaj ne? Sedaj smo v situaciji, kjer raje denar mečejo tujcem, ga premaknejo k tujcem, kot da bi ga porabili za svoje lastne državljane. To pa seveda podžiga tudi nezaupanje. Tukaj smo imeli 3 države, ki so rekle, mi se s tem ne strinjamo. Madžarska, Češka in Slovaška. Te 3 države so rekle, da če boste vi prevzeli ta kredit kot Evropska unija, torej 27 držav minus te 3, potem jih je 24, potem mi tega kredita dolga ne bomo odplačevali. Mi se bomo iz tega izobčili. Mi s tem ne bomo sodelovali. Mi, tako rekel madžarski predsednik, ki govori za madžarske prebivalce, Čeh za češke, Slovak za slovaške. Oni pazijo na svoje ljudstvo. Pravijo, mi tega dolga ne bomo prevzeli. To, da bi mi mogli to odplačevati. In hkrati sedaj, ko je bilo tudi vse razkrinkano, kako v najvišjih vrstah v Ukrajini, torej šefi, ta skandal korupcije, ki se je prikazal. Ampak kako? Z eno izjemo, samo številka 1, ki seveda nič ni vzel. On rad pomaga in je dober. Nič ni od tega vzel. Samo številka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samo te so hkradli.
In seveda, te so bili koruptni in, ja, naravno, predčasno so zapustili svojimi milijoni državo. In sedaj so to odkrili. Tisti, ki so sedaj za njimi prišli, so to odkrili. Sedaj je torej Evropska unija nekaj doživela. Ta petek 19. decembra 25. da ne govori več z enim glasom, ampak da trije pravijo, ja, tisti, ki želi, naj plača, mi ne bomo. In s tem je Bruselj doživel ene vrste Waterloo, ker nemški kancler je absolutno hotel to. Francoski kancler tudi. Se ta ruski denar sprosti in uporabi in se ga da Ukrajini. In zdaj je ta kredit na nas. Tu vidimo karto iz leta 1815. Tule je Bruselj, 15 kilometrov južno od Brusla, nekaj malih vasi, ravnina in tu so tudi spominske plošče, kjer piše, kot Britanci reče Waterloo oziroma Waterloo, po nemško, nizozemsko. Takrat 1815 so bili to združeni Nizozemci. In tukaj je potekala zadnja velika boj med Napoleonom in evropskimi silami. Ta bitka se je odvila pri Waterlooju. Torej Waterloo, Bruselj, to je 15 km narazen. In tako se je dogajalo. Napoleon je takrat pred tem klanjem ljudi v Leipzigu in po izgubi napada Moskve, Rusije, je Napoleon bil premagan in tako so ga izgnali na otok Elba. Februarja 1815 mu je uspelo tudi pobegniti in tako je šel nazaj v Francijo, zbral spet vojsko. Res je genijalen, kako vse to zmore organizirati. In od tega februarja do junija, kar ni veliko, 100 dni je spet vladal, je ponovno uspel dobiti vojsko z več kot 100.000 ljudi. Enormno. In sedaj ponovno Evropa nervozna. Mislili so si, ja, zdaj imamo vse, Napoleon premagan, tam nekje je zaprt. In že spet je prišel v Parizu in ponovno zbira svojo vojsko. Ja, torej moramo hitro ukrepati. Tako so se spet vsi zbrali, Britanci, Wellington general, Broisi so prišli in potem maršal Blücher in tudi nekateri drugi, ampak to sedaj ni pomembno. Vsi so se združili, Evropa proti Franciji. In tukaj je prišlo do odločilne bitke. Napoleon pa postavil svojo stavo na tempo, na hitrost, preden se bodo vsi zbrali, da jih on že premaga. Torej Britance premaga. Da bi Britance tukaj pri Bruslju, pri Waterlooju premagal. In kaj se je zgodilo? Vojska je pospešeno marširala tja, sem, v Waterloo, in na dan bitke, 18. juni, kjer je tudi najdaljši dan. To je seveda dan, ko se poletni sonce 16 ur drži na nebu. 21. decembra pa je ravno obratno, 8 ur in 16 ur temno. To je torej tisti letni čas, ko je zelo svetlo in cel dan svetlo, tudi pozno v večer. In tega 18. junija pride do bitke, 18. juni 1815. Napoleon že zmaguje proti tem Wellingtonu, proti Britancem. Ampak s čimer ni računal, je bilo to, kako hitro so Broisi prikorakali v bitko. Bili so že tukaj zahodno od Rena in general Blücher jih je z hitro koračnico pripeljal zraven, ker se mu je že dozdevalo, da bo Napoleon poskušal bitko še preden bi se vsi ostali združili. Ker potem nima več možnosti, ker potem je 10-krat premoč. In zato jih je hotel vse ločeno uničiti. Prvo Britance, potem Broise, ampak če so združeni, potem bo pa težko. In sedaj je seveda bilo, letni čas ni bil primeren, ker je tako dolgo bilo svetlo. Tudi dolgo so lahko korakali.
In Preußi so marširali in so srečali zvečer, na bojišče so prišli, ko so Britanci ravno bili pred tem, da bi izgubili proti Francozom. Sedaj so prišli Preußi. To je bilo seveda sedaj neverjetna okrepitev. In še iz strani so prišli na Francoze. In temu se Francozi, ki so se že cel dan bojevali, niso mogli upreti. Kar naenkrat so tako bile združene sile vojakov. In zato je tudi Napoleon hitel, da bi se spopadel z vsakim posamezno, da bi jih ločeno lahko premagal. In skoraj mu je to uspelo. In če se bi to zgodilo 21. decembra, ker je ob 4 že tema, potem bi to bilo težko. V temi ne veš več, kdo je sovražnik, kdo je prijatelj, tako da lahko ubijaš prijatelje in ne sovražnike. Torej postane teže. Zato se bitke dogajajo podnevi. In takrat je bilo tako dolgo svetlo in se je ravno še šlo. Ob 8 uri zvečer, ko so prišli Preußi na boj, se je vse obrnilo okoli. To je bila zadnja Napoleonova bitka. Takrat je bil izločen na Sankt Heleno otok, ki ni na tej karti, na otok, ki je južneje od južnega dela Indije. To je tukaj zahodno od Afrike, na morju nekje. Tam je bil 6 let in tam je tudi umrl. Zakaj sem to zgodbo povedal? Waterloo, konec Napoleona, njegov zadnja bitka je bila tu, pri Bruslu. Ali je bilo to tudi Waterloo za Evropsko unijo? Da so na vse pretege Rusom želeli odvzeti denar, jih razlastniniti, ukraditi? Zmrznjeno, ja, mi lahko ta denar upravljamo, drugi ne. Torej ukradimo ta denar. Ampak tukaj ni prišlo do kvalificirane večine. To je bila točka, kjer se je pokazalo, da tega vsi ne želijo riskirati. Ljudje so razmislili, ker če bomo to res storili, potem je to taka provokacija Rusiji, da postane lahko zelo vroče. Zelo, zelo vroče. In tukaj je prišla ta zgodba ven, ko se sprašujejo sedaj, ali je bil to sedaj Waterloo za Evropsko unijo. Zadnja odločilna bitka za Ukrajino, kjer menijo, da jih bojo še zadnjič nahranili z 90 milijardami, z davkoplačevalskim denarjem Evropejcev. Če ne bo to hkrati tudi propad Evropske unije, tako kot v času Waterlooja Napoleon. Sedaj gre torej za ta izplačila, dolgove, kredite, obresti. Mimogrede, Ukrajina seveda to dobi brez obresti. Čeprav lahko dodamo še, da tega Ukrajina tako ali tako ne more nikoli odplačati. Z ali brez obresti Evropa tega denarja ne bo več videla. Ampak kaj pravi Biblija sedaj, ki pride v to igro, kar se tiče obresti? Nekaj vrstic iz Svetega pisma sem si izbral. Pregovori 28:8 piše. To je Salomon govoril. Judovski kralj. Kdor povečuje svoje imetje z obrestmi in podražitvami, ga zbira za tistega, ki ima usmiljenje z revnimi. To pomeni, da v bistvu zbira premoženje za napačno stran. Na koncu se bo to obrnilo proti njemu. Tudi prerok Ezekiel 18:13 piše, posoja na obresti in odira. Bog vpraša, bo mar živel? Ne bo živel, je rekel Bog. Njegova kri je nad njim. Kri. In sedaj sem moral pomisliti na kar so v Bruslu kot parola vzklikali, preden so glasovali. So rekli, denar ali kri. Če zdaj ne bomo dali denarja, bomo krvaveli in bodo naši vojaki morali
krvaveti, ker bodo Rusi prišli. Torej moramo dati denar, da bo lahko Ukrajina obstala, tako rekač kot nek bufer, ščit pred Rusi. Kri ali denar. In kaj se bo izcimilo iz tega? Ni šlo za denar ali kri. To so nam prodajali popolno neumnost, to formulacijo. Ker Rusi imajo seveda vse ostalo v mislih kot na to, da bi ukorakali v Evropo. Kako bi lahko Rusija svojo vojsko proti 30-32 NATO zaveznicami nastopile? Nesmiselno. Utopija. Ampak denar ali kri? A ni sedaj tako, da teče sedaj denar in kri? Krvavimo finančno? In Ukrajina krvavi, mladostniki krvavijo, gospodarstvo pa dejansko. Rusi tudi, seveda. Res gre za denar in kri. In tukaj piše, njegova kri je nad njim, ki tako dela z denarjem. Ker sedaj smo si nakopali kredit, potem bo treba odplačevati obresti. Lahko preberemo še naslednjo vrstico, 18-17 v Ezekielu. Piše, ne jemlje obresti in ne odira. Tak ne bo umrl zaradi očetove krivde. Biblija pravi, nikakor ne daj nič za obresti. Tudi v Mojzesovih knjigah imamo, naprimer, 2. Mojzesova 22-24 piše, če posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe, mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti. Tudi zelo, zelo zanimiva vrstica. Bog je rekel, ne storite tega. Ne izkoristi ga še več, tega reveža. Že tako si mora sposojati. In ne izrabljaj sedaj še te revščine, zato da se boš ti bogatil. Če kdo kdaj imel kakšen kredit, potem ugotovite, da plačate in plačate, plačujete in non-stop plačujete samo obresti. Nikoli ne odplačate ali je zelo minimalno glavnica. Neprestano si isto dolžen. Plačuješ in plačuješ in potem rečejo, ja, to so obresti za ta znesek. Glavnice pa kar ne zmanjšaš, ker nimaš toliko denarja in mesečno ne moreš toliko plačati. In zato so vedno to samo obresti. In isto bo tudi s tem velikim zneskom, ko bojo evropske države plačevale to. Skupno prevzemanje tveganj, tako to imenujejo z lepimi besedami. Skupno prevzemanje. Neka mala peščica se odloči, 24 ljudi pravi, ja, to bomo storili, 450 milijonov pa naj to plača. Praktično, ne? To bomo kar vzeli drugim. Oni naj to plačajo. 3. Mojzesova knjiga, 25. poglavje, 37. vrstica. Ne posojaj, se pravi sosedu, posojaj denarja z obrestmi in ne dajaj mu hrane za oderuške cene. 5. Mojzesova knjiga 23:20. Ne jemlji obresti od svojega brata. Brat je torej nekdo, ki je iz tvojega naroda. Ne jemlji obresti od svojega brata. Obresti za denar, obresti za hrano, obresti za kakršnokoli reč, ki se posoja na obresti. Tega ne počni. Ampak ves ta obrestni finančni sistem sloni ravno na obrestih. Vsa politika posojil sloni na obrestih. Bog pa je rekel, tega ne počni. Slava Bogu na višavah, so rekli angeli tistim pastirjem. Te angeli, ki so rekli, tamle v Betlehemu, par kilometrov od vas, se je rodil vaš odrešenik. In tam so najdli tisto dete zavito v plenice. In glavno sporočilo teh angelov je bilo slava Bogu na višavah in mir na zemlji.
In ker to naši vodilni ravno trenutno delajo obratno, cela finančna politika dela ravno obratno tem načelom. Ja, kako pa bo potem mir? Pričeli smo s tem, da so Rusi prišli do Indijskega oceana in v Ukrajini je tudi napredek, tudi tam Rusi napredujejo. In sedaj Evropa prevzema to skupno tveganje, razen Madžarske, Čehov in Slovakov. To so bili edini državni vodje, ki so rekli, mi smo za naše ljudstvo tukaj, ne za ukrajinsko ljudstvo. V prvi vrsti. In zato je sedaj 24 držav Evropske unije z 90 milijardami skupnega dolga. In če to skupaj izračunamo, koliko je to na osebo dolga, nisem še izračunal, lahko sami izračunate. Potem boste videli, koliko kredita ste si prevzeli za Ukrajince, brez da bi vas kdo vprašal. Tako reči potekajo na tem planetu. Ljudje se seveda odločajo v lastnem interesu, te vodilni, jaz. Če boj traja dlje v Ukrajini, potem bodo tudi naše delnice dovolj rasle, imamo dobiček. Res je, denar in kri. Nekateri pobirajo denar. Tako kot sem prebral na eni nalepki na avtomobilu. Vojna je samo za bogate. Reveži pa imajo samo trupla. V nemškem se to rima. Tako stvari tečejo. Pri vsem tem moramo pa vedeti, da obstaja še nekdo, ki je višje, ki gleda, čuva. V mojem osebnem primeru, posamezniku pa je odločilno, kakšen je moj odnos do njega. Nič nimam od tega, če nekdo drug je dobro pripisan pri Bogu ali slabo. Kaj je z mano? Kakšen je moj odnos z njim? Že imaš mir z Bogom? Z najvišjim? Si že na njegovi strani? Si se že z njegovimi mislimi ukvarjal? Kaj ti ima zapovedati? Ali je to nekaj, kar se te dotakne, te njegove misli? Spoprijatelji se z njim, ki je rekel, da bo ponovno prišel, da bo postavil svoje kraljestvo. Samo njemu se popolnoma predajte, da boste na njegovi strani. Si že na tej poti? Molimo. Naš rešitelj, ti si postal človek, da bi nam predstavil bitje tvojega Očeta v nebesih. O, kakšno bitje ljubezni. Gospod, ti si pokazal, ko si poskrbel ravno za tiste, za katere se drugi niso zmenili. In šel si mimo tistih, ki so menili, da so nekaj. Hvala ti, Gospod, da zate šteje ljubezen do sočloveka, ljubezen do tebe. Hvala, da bo tvoje kraljestvo popolnoma drugačno, da bodo tam samo tisti, ki drug drugemu ne bodo škodili. Hvala ti za to. Amen.